Prevod toplote spada med osnovne 3 mehanizme prenosa toplote, kamor uvrščamo še prestop toplote ali konvekcijo. Ta predstavlja prenos toplote zaradi naravnega ali prisilnega gibanja molekul tekočine in pa sevanje, ki predstavlja prenos toplote v obliki elektromagnetnega valovanja. Če vzamemo na primer negorljivo palico konstantnega prereza, ki jo zelo dolgo časa držimo nad ognjem, bomo v nekem trenutku recimo da dosegli stacionarno stanje. Če privzamemo za en izrezan del take palice, da se prenos toplote vrši samo preko prevoda toplote vzdolž palice, lahko ugotovimo, da se znotraj palice pojavi linearni temperaturni gradient. Za tak primer je zelo enostavno določiti toplotni tok, ki je sorazmeren s toplotno prevodnostjo materiala lambda in velikostjo površine S, ki je pravokotna na smer toplotnega toka in s temperaturnim gradientom v materialu. Toplotna prevodnost, ki jo tipično označujemo z grško črko lambda, je osnovna lastnost in je v splošnem odvisna od temperature. Čiste kovine, kot sta na primer baker in aluminij, imata visoko toplotno prevodnost, od naravnih materialov pa ima najvišjo diamant, tudi preko 2000 W na meter Kelvina. Toplotno-izolativni materiali pa imajo nizko toplotno prevodnost. Stiropor na primer dosega vrednost okoli 40 mW na meter Kelvina. Posebni materiali, imenovani tudi aerogeli, pa celo pod 5 mW na meter Kelvina. Temperaturno najbolj obstojni in toplotno-izolativni materiali se na primer uporabljajo za izolacijo vesoljskih plovil in s tem omogočajo njihov ponoven vstop v Zemljino atmosfero. Da bi bolje razumeli pomen toplotno-izolativnih materialov in njihov učinek na temperaturni gradient, ki se pojavi med dvema opazovanima točkama, si poglejmo prejšnji primer palice, ki jo držimo nad ognjem. Recimo, da je palica bakrena, na koncu pa ima lesen ročaj. Poleg tega je idealno izolirana po obodu in se toplotni tok pojavi samo vzdolž dolžine palice. Če poznamo temperaturo na skrajnem levem koncu in na skrajnem desnem koncu, nas v tem primeru zanima, kakšna točno je temperatura na sredini, na stiku med obema materialoma. Iščemo torej vrednost T2. Naj ima baker v začetni opazovani točki 300 stopinj Celzija, les na koncu pa 40 stopinj Celzija. Baker ima visoko toplotno prevodnost 400 W na meter Kelvina, suh les pa je dober toplotni izolator s toplotno prevodnostjo samo 0,04 W na meter Kelvina. Dolžina D1 je 30 cm, D2 pa 10 cm. Toplotni tok, ki teče po palici od višje temperature T1 proti nižji temperaturi T3 je konstanten in enak tako za bakreni del palice, kot tudi za leseni del palice. Če najprej napišemo enačbo za bakreni del, se ta glasi, da je toplotni tok enak toplotni prevodnosti bakra lambda 1. Krat površini S, krat temperaturni razliki T1 minus T2 ulomljeno z dolžino D1. In podobno zapišemo še za leseni del, torej da je toplotni tok P enak lambda 2 krat S krat T2 minus T3 ulomljeno z dolžino D2. In sedaj smo dobili dve enačbi, v katerih se skriva naša iskana vrednost temperatura T2. Primer najlažje rešimo tako, da izenačimo oba izraza za toplotni tok. To enačbo nato delimo s površino S in dobimo še nekoliko poenostavljen izraz. Da se znebimo ulomka, enačbo množimo s produktom D1 krat D2, dobimo malo daljši zapis, pri čemer je smiselno vse člene, ki vsebujejo neznanko T2, prenesti na levo stran enačbe, vse ostale člene pa na desno stran enačbe. Ta dobljeni izraz sedaj lahko množimo z -1, da se znebimo vseh negativnih predznakov in nato izpostavimo iskano temperaturo T2. Na koncu še enačbo delimo z izrazom, ki je zapisan v oklepaju in tako dobimo končni izraz. Sedaj pa v končni izraz samo še vstavimo znane vrednosti. Vidimo lahko, da je temperatura T2 enaka 299,9 stopinj Celzija, kar je zgolj za desetinko stopinje manj, kot pa na 30 cm oddaljene mesto v točki T1. Razlog je v tem, da ima baker izredno visoko toplotno prevodnost v primerjavi z lesom. Skoraj celoten temperaturni padec od začetnih 300 do konca 40 stopinj Celzija se pojavi v lesu, torej v toplotno-izolativnem materialu, kar lahko prikažemo tudi na diagramu. Ravno zato je izbira ustreznega izolativnega materiala in njegove debeline v različnih aplikacijah tako pomembna. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani se ukvarjamo s študijami primerov prenosa toplote še na bolj kompleksnih primerih. Obravnavamo recimo temperaturno porazdelitev v rebrih, ki se uporabljajo za hlajenje računalniških komponent, ali pa temperaturne porazdelitve v kompleksnih geometrijah, ki so recimo narejene s pomočjo tritetiska kovin.
V vseh teh primerih, ki so lahko tudi izrazito nestacionarni, pa se poslužujemo tudi numeričnih simulacij oziroma numeričnega pristopa reševanja problemov.